Jaz analiziram vse in se poskušam čim več naučiti iz teh padcev. Meni se zdijo padci res dragocena lekcija, ampak ljudje se bojijo padcev. Zakaj se ljudje bojijo padcev? Marja Milič. Ko ti vstopaš v svet odraslih, kakšno popotnico imaš? Sam si na trgu, sam se moraš znajti. Pa zdaj ti deli tako, kot smo te mi naučili. Starši so tudi klejane. Dobim toliko prihodkov, potem najbolj pomembno je, da plačam položnice. Jaz pa spodbujam ljudi, da spremenijo malo to razmišljanje. Denar ni vse, denar ni pomemben. Ja, ampak se kar precej stvari vrti okrog denarja. Zakaj ga boš ti zapravil? Je spet tvoja odločitev. Nimam časa, nimam denarja, imam otroke. Najslabša stvar, ko ubija ogromno ljudi iz vidika tega, koliko finančno so oni osamosvojeni. Recimo zanj sem objavila, koliko denarja bi mogel imeti privarčevanega pri različni starosti. In kakšne so cifre? Na povprečno plačo. Vsi, ki ta projekt že podpirate na kakršenkoli način, hvala vam lepa. Od zdaj naprej lahko vsi podpirate projekt tudi finančno. To naredite na linku v opisu in se pridružite našemu YouTube supporter programu. Drugače pa lahko samo subscribate, kakšen lep komentar napišete, kakšno lepo sporočilo pošljete, pa uživate v epizodi. A se ti spomniš kdaj, kakšnega na začetku svojega izziva, tako da si padla, ki si rekla? Marija, seveda, teh padcev je ogromno. Ja. Ampak veš kaj, jaz ko padam, se ustavim in pa tudi zelo veliko analiziram. Jaz analiziram vse. In se poskušam čim več naučiti iz teh padcev. In poskušam pač potem, ko grem v drug projekt, naslednjem projektu, neko drugo zgodbo, pač to potem tudi implementirati. Meni se zdijo padci res dragocena lekcija. Ampak ljudje se bojijo padcev. Zakaj se ljudje bojijo padcev? Zato, ker boli. Zato, ker boli, zato, ker je spet neki izven cone udobja. Ja. Pa malo je ta tudi udobje nam zdaj res približena, ne doseg roke, vse pač realno se rabiš matrati v očeh tega, da pač lahko živiš niti ne. Tisti, ki pa hočemo nekaj več, pa vidiš, da v bistvu ne toliko matranje, ampak te izzivi pa padci, da je to lihtko življenje, in da ti čutiš vse puno, ne vem, bolečino, da ti ni ratal, pa ego malo ranjen, pa svašta, tam lahko se ti odločiš, kako boš zdaj naslednji korak naredil. Res je, ja. Ja. In takrat se dogajajo v bistvu ful pomembne odločitve. Tudi, ne razumem, zakaj se bojimo teh padcev, ne razumem, zakaj ne eksperimentiramo več. Zdi se mi, da ostajamo v coni udobja in smo pač nekako navajeni, da bomo malo pojamrali, pa bomo šli pač naprej, skozi life. Tako da lahko bi malo več eksperimentirali. Več izkušenj dobiš, obogatiš svoj CV, če naš drugega, osebnostno rasteš. Tako da padci so lahko zelo koristni. Kje je trenutno tvoj fokus? S čim tako se zdaj najbolj efektivno ukvarjaš? Moja ljubezen in moja strast je definitivno finančno opismenjevanje. Tukaj sem se zelo našla že pred leti. Mislim, da jaz sem prepričana, da če bi posameznik poskrbel za svoje finance, bi kot družba lahko živeli bolje. Se pravi, to je vse nekako povezan. Tako da zdi se mi, da je tukaj še zelo veliko prostora, da naredimo nekaj se že dela, lahko bi pa še bistveno več naredili. En moj prijatelj Franjo, ki spremlja tudi podcast, pa spremlja tudi tebe. In te zelo ceni, tudi on je v svetu financ. Mi je rekel, da naj ti povem, da si v njegovih očeh ogromno, če ne največ naredila za pismenost, finančno pismenost ljudi v Sloveniji in da je zelo hvaležen za to, kar delaš. Najlepša hvala. Ja. Se je pa začel že zelo dolg časa nazaj. In sicer pred več kot 10 leti sem skupaj z kolegom, mojim šefom Matjažem Nidorferjem, zalaufala projekt finančnega opismenjevanja v šolah. In potem je v bistvu, tako se je začela ta zgodba. In takrat sem jaz tudi v bistvu nekako našla to ljubezen do tega. Videla sem, kako se življenja lahko spremenijo, če imaš ti urejene osebne finance. Zakaj pa si to želela takrat štartati? Kaj te je gnalo? Ja, takrat smo, imeli smo nek medij, oziroma ta medij še vedno obstaja, Moje finance, ki primarno je namenjen pač nekako finančnemu opismenjevanju, oziroma daje pač neke napotke za urejanje osebnih in družinskih financ.
In tam je v bistvu nastala ta ideja. Matjaž ima, mislim, da 4 otroke, jaz imam 2 otroka, tako da je tudi nekako iz tega pač zrasla ta ideja. V šoli se to ne učimo, starši imajo premalo znanja, da bi prinesli na svoje otroke in se izogibajo tej tematiki. Tako da iz tega nekako je ta ideja nastala. Pa finančno pismenjevanje v šolah je bila tudi ideja predvsem zaradi tega, ker bi strokoven kader, ker bi učitelji, ki imajo neke kompetence predajanja tega znanja, pedagoškega znanja, smo nekako ocenili, da bi bili primerni za to, da prevzamejo to vlogo. In tudi dejansko takrat je pristopilo kar nekaj entuzijastičnih učiteljev, ki so v bistvu upeljali osebne finance v sklopu svojih predmetov, ki so jih učili, oziroma celo naredili so predmet osebne finance. In predmet osebne finance dejansko danes živi v nekaterih šolah. Bila sem letos, jaz vsako leto grem na šole predavati in to mi je res feeling, zaradi tega, da dobim feedback tudi od mladih, da vidim, kaj jih zanima. In tako nekako tudi ocenjujem, kaj jih pritegne, katere tematike ali pa kaj jih odbija. In zanimivo mi je opazovati te otroke, ki v bistvu v vsakem razredu, recimo 30 otrok je v razredu, mogoče 1 ali pa 2 pokažete zanimanje. Ostali čakajo, da bo ure konec. Tako da letos sem naredila en eksperiment, ker sem šla na 2 šoli, ker sem predavala, 8 ur sem v vsaki šoli odpredavala in smo zajeli vse. Se pravi, od tega, kako v bistvu upravljati svoj budžet, do investiranja, spoznali smo kriptosvet, spoznali smo osnove, kot je obrestni račun. Ker veliko denarja imamo danes na banki, in ta denar nič ne dela. Ta denar je potrebno aktivirati. In je škoda, no. In tudi dobički bank so tudi po zaslugi finančno nepismenih ljudi. Ja, ta pa je močna. Kaj sem te hotel vprašati? Če zdaj gledava midva nekako, pa se postavva nekako v pozicijo poslušalca tega podcasta, recimo, jaz se zelo velikokrat vprašam, kaj bi jaz kot poslušalec želel vedeti oziroma slišati od gosta, ki ga jaz povabim, in se mi zdi, da lih ta finančna pismenost, ki jo ti s strastjo pač živiš, je ena taka stvar, ki si ti dolgo v tem, malo pozabiš mogoče na kar je na začetku potrebno, da človek sploh zaštarta to pot do svoje finančne pismenosti. Kaj bi ti rekla, da so nekako prvi koraki, ki jih lahko vsak naredi, da naredi korak v smeri svojega finančnega opismenjevanja. To. Najprej se je treba usesti pa razmisliti, kaj hočeš v življenju. Vedno govorimo o neki časovnici življenjskih dogodkov, ker so vsi ti dogodki v življenju, ali je to otrok, prva služba, prvi avto, prvo stanovanje, potem drugi otrok, večji avto, večje stanovanje, potem, upokojitev tvojih staršev, pa potem skrb, naši starši, ki se upokojujejo, pokojnine so relativno nizke, in marsikateri starš potrebuje tudi našo finančno pomoč. Se pravi, to so vsi neki življenjski dogodki, ki nas spremljajo in so dosti podobni med mano, tabo, mi da imamo dosti podobne življenjske dogodke. Zdaj pa od mene in tebe odvisno, kako se bova pripravila na te dogodke. Eni dogodki so kratkoročni, drugi so srednjeročni, potem imamo pa dolgoročne dogodke, v katerih recimo nekdo, ki na začetku te poti sploh ne bo razmišljal, kje je penzija, čez 40 let, ne. Ampak če ti recimo spoznaš osnove pač teh osebnih financ, pa kako lahko v bistvu compounding, to je v bistvu nalaganje donosov, dela v tvojo korist. Jaz vedno si predstavljam compounding na način kotaljenja kepe snega, to je ta snežni efekt, kepa se veča, dalj časa jo vališ, se veča, se pride kakšen kucelj, pa ti odškrtne malo stran, ampak če nadaljuješ, se veča in na koncu boš po 40 letih imel lepo kepo. Zdaj, če soš pa ti spomnil tam pri 55, da bi pa mogoče nekaj naredil za svojo pokojnino, ne boš nikoli take kepe ustvaril, kot pa recimo nekdo, ki na začetku te poti. To govorim seveda o compoundingu, o nalaganju, o sistematičnem investiranju. Lahko se ti zgodi, da boš pri 55 letih naredil eno dobro podjetje, pa boš potem ga prodal in boš živel kot car na stara leta. Tudi to ni izključeno, Ja, ampak na začetku še pred tem, po moje, preden ti sploh začneš razmišljati o tem, da boš nekaj vlagal
Moraš sploh vedeti, kaj ti zaslužiš, koliko porabiš, kaj so neki dobri vzvodi, da se nekdo tega loti iz štarta. Jaz temu rečem gospodinjske finance, da pogledamo naše prihodke pa naše odhodke. Večina ljudi se osredotoča, dobim toliko prihodkov, potem imam take odhodke, potem najbolj pomembno je, da plačam položnice, šele potem, če mi karkoli ostane, bom pa namenil investiranju. Jaz pa spodbujam ljudi, da spremenijo malo to razmišljanje in da rečejo, najprej bom plačal položnico, seveda v navednicah, za neke svoje cilje, ki so mi pomembni, ali dolgoročni, srednjeročni, kakorkoli. Namenil bom to plačilo te položnice za svojo prihodnost. In potem bom plačal vse ostalo. Pa mi rečejo ljudje, to se ne da, to je nemogoče. Potem pa rečemo, predstavljaj si situacijo, da pride šef do tebe pa reče, za 10% ti bom znižal plačo. Kaj boš naredil? Kaj narediš, ko ti reče šef, znižal ti bom plačo? Prilagodiš se, pogledaš, kje imaš, kakšni so tvoji stroški. Jaz drugače tudi vse spodbujam, da mesec, 2, 3 skrbno vodijo evidenco stroškov. Ljudje sploh ne vejo, zakaj porabljajo denar. In potem, ko naredijo to evidenco stroškov, ugotovijo, da včasih zapravljajo za totalno nepotrebne stvari. In pa tudi lahko malo racionaliziraš, vidiš, kaj ne rabiš, kaj rabiš in tako. In potem se hitro najde nekih 50 evrov, s katerimi lahko začneš investirati. Pa je to dovolj na začetku? Mislim, da je boljš nekaj kot pa nič. Ljudje so prepričani, da ti moraš ful enega keša imeti, zato da začneš investirati. Ne. Danes je postalo investiranje tako dostopno, z demokratizacijo financ je postalo tako dostopno, da ti kupaš lahko, ne rabiš celo delnico, frakcijo delnice. Lahko kupaš sklad, ki kotira na borzi, ETF, Exchange Traded Fund se reče temu, z nekaj 10 evri. Vse ostalo so izgovori. In izgovori je za izvoz. Jaz sem slišala že vse. Nimam časa, nihče nima dovolj časa, ampak bi pa spodbudila vse, da mečkam pogledajo, koliko časa zapravijo recimo na družbenih omrežjih. A ti veš, koliko zapraviš časa? Ja, spremljam konstantno. Ampak dobro, to je tvoj job na nek način. Ampak recimo nekateri drugi, ki se ne ukvarjajo z kreiranjem nekega kontenta, mogoče malo veliko časa zapravijo. Ali pa zapravijo za neke stvari, ki niso produktivne. Tle lahko tudi narediš malo analizo svojega časa, zakaj zapravljaš čas. Čas je nekaj, kar ne moreš kupiti. Ko enkrat čas mine, je gon, je konc. Ne moreš ga več, ne moreš obrniti čas nazaj, ne moreš iti nazaj. Tako da po mojem je treba osvestiti tudi to, zakaj zapravljamo svoj čas. Nimam denarja, drugi izgovor. Točno to, v bistvu tudi 50 evrov nameniti nekam, ampak jaz mislim, da ljudje popadeš v to igro, ampak kam, in je to spet nova oblika prokrastinacije. Zdaj bom pa jaz naštudiral vse, da bom vedel, kam bom teh 50 evrov dal. Kako ti pomagaš ljudem, oziroma kaj je neka dobra praksa, kamor vsak lahko teh 50 evrov vloži in se mu ti naredila nek filter mogoče? Recimo za tiste, ki pravijo, da nimajo denarja, lahko začnemo, kot sem že rekla, z zelo majhnimi zneski, 20, 30, 40 evrov na mesec lahko začnemo. Imaš več možnosti. Zdaj ti hočeš instantna sveta, ampak na drugi strani je pa neka oseba, za katero jaz ne vem, kakšni so njegovi življenjski cilji. Jaz ne vem, zakaj želi varčevati, srednjeročni, kratkoročni, celo dolgoročni, pojma nimam. Zdaj, če govorimo o nekom, ki želi dolgoročno varčevati, bi rekla, ima dve možnosti. Lahko odpre trgovalni račun. Danes odpreti trgovalni račun ni tako težko, iskreno. In lahko enostavno kupi en globalno razpršen sklad in začne počasi postopoma investirati. Vsak mesec naredi si na nek način, si avtomatizira ta vplačila in začne varčevati. Simbol. Za tiste, ki pa ne upajo sami v to zgodbo, grejo pa še zmeraj lahko na družbo za upravljanje in tam sklenijo nek varčevalni načrt. Je pa pomembna razlika med skladom, ki ga kupimo sami, ali pa skladom, ki ga upravlja neka družba za upravljanje. Razlika je pa pomembna in sicer v ceni. Na upravljalcu, ki aktivno upravlja, boš plačal 2%. Ta sklad, ki je pasivno upravljan, nima toliko ljudi, ki bi upravljali ta sklad, nima neke ekipe analitikov, nimajo nekih velikih prostorov, pasivno sledijo nekemu indeksu,
pač tam je pa cenejše to, bistveno ceneje, ne. Tako da imaš te dve opcije, ne? Zdaj se boš pa sam odločil, kje si ti bolj comfortable. Ampak jaz mislim, tako kot je rekel en zelo znan bančnik, ki dela v Ameriki, ne bom ga citirala, ampak na podcastu mi je rekel, še opica bi znala investirati v S&P 500. Tako simpel je. Ampak sam pač prvi korak je pa moraš narediti, ne? Se pravi, moraš spoznati brokerje, moraš vedeti, kakšne brokerje obstajajo. Mislim, da o tem se zelo veliko govori in na Redditu, in na Discordu, in na YouTubeu, povsod imaš pač neke zanimive in koristne namige, potem moraš pa narediti prvi korak. Znači, mi je kolegica razlagala, odprla sem trgovalni račun, ampak sem sam položila denar zaradi tega, ker ta broker ponuja na neinvestirana sredstva 3-4% obrestno mero, pa jaz tako vprašam, pa si začela investirati? Ne, to pa še nisem, to me pa še čaka, ne. Kaj čakaš? Začni počasi postopoma. Pa vse napotke ima, veš, globalno razpršen sklad, to začne, to ne bo tvoja osnova, potem pa lepo počasi naprej. A lahko sem še nekaj povem, vem, da veliko govorim. Hvala Bogu, zato skle. Sem še to bi rada povedala. Borza ni samo rast navzgor. Borza je kot bi gledal srčni utrip, ima vzpone in padce. Včasih malo hitreje zabije srce, včasih pa tudi malo pač gre tam dol, ne, pade za 20-30%. Tega se moramo zavedati. Ampak, če smo mi dolgoročni investitor, se pravi 20-30 let, ti vzpone in padci, če gledamo potem to sliko, krvno sliko oziroma srčni utrip, ne vidimo. Zdaj, če bomo pa vsak dan spremljali tečajnice, pa rekli, zdaj šlo pa za 10% dol, kaj pa zdaj, ne vem, no, to se boš preveč obremenjeval, no. Lahko pa izkoristiš te upade za dodatne nakupe. Jaz mislim, da v prvi vrsti ljudje ne znajo najti informacij, ki bi jim dejansko verjela, ne? In tudi iz tega razloga sem tebe hotel povabiti, ne? Ker vem, da delaš dobro, vem, da si v tem srcem, ne? In pri tebi ljudje že lahko najdejo neke informacije za začetek, ali v podcastu, ali v tvojih člankih. Kje si najbolj aktivna? Jaz bom rekla, kar se tiče investiranja pa upravljanja osebnega premoženja, denarja, bom rekla podcast. Kar se pa tiče to, kar si rekel, kje dobiti verodostojne informacije. Če dalje več konzumiramo vsebino na družbenih omrežjih, pač tam vidiš nekega influencerja, ki ti reče, ne vem, pač neke investicije, neke brokerje, neki prodajajo, no. Treba je vedeti, da pač, ne vem, zdaj, če je to kakšna oglaševana zadeva, je treba vedeti, da pač ta človek verjetno ni naredil domače naloge. Imeli smo pred kratkim nek primer influencerjev, ki so v bistvu propagirali neko kriptoprevaro. Tudi policija se je tukaj potem vpletla v to zgodbo. In zelo veliko je tega, recimo na TikToku tudi naredila sem epizodo o tem, mlade influencerke prodajajo nek piramidni sistem, neko piramido, neko zgodbo, ker je treba investirati na začetku kar precej veliko denarja. Zakaj? Ni potrebno. Ni potrebno investirati na 1000 evrov, zato da ti začneš v bistvu ustvarjati nek donos na borzi. Rekla sem na začetku 20-30 evrov. Če ti nekdo pride in reče, daj 1000 evrov, a pa 2000 evrov in bojo tvoji problemi izginili, da se malo stav pa reči, too good to be true, no? Ja, malo je ta FOMO tukaj, se pravi fear of missing out, strah, da bi pač nekaj zamudil, Oni zelo veliko na to igrajo, sploh v kripto, Zdaj je zadnja šansa. Zdaj bo eksplodiral, zdaj bo šel Bitcoin do 200 in bojo šli vsi altcoini za njim, sploh kripto uporabljam, ker je tako najbolj po mojega vsi poznajo, pa so to že videli. In to je zelo velika pasta, ker veš, investiranje tudi v mojem mnenju, pa sem zdaj že kar nekaj časa noter, je pač tek na dolgo progo in bolj, kad ti pozabiš, kje imaš investiran, pa koliko v mojem primeru je boljš, ker zaupam nekako te svoje odločitvi, da sem za dolgi rok to vzel, in ja, spremljam, kaj se dogaja, ampak istočasno pa nisem zdaj pa to ven vzel, pa dal v nek altcoin, zato ker verjamem, da bo skočil, Ne, imam razpršeno, iz svojega primera izhajam, imam v zlatu, srebru, v nekih skladih, nekaj tudi v delnicah, ampak bolj, kaj ne sem šel vse zato, da se jaz učim. Da vidim, kako se obnaša, da vidim, kako se jaz počutim ob temu, da vidim, kakšne informacije bom zaradi tega dobil, In klej pol pride do verodostojnih informacij, kjer imam jaz, hvala Bogu, par ljudi, ki jim zaupam glede tega in njih vprašam, kaj bi oni naredili.
Noben mi ne pove to nared, ampak mi dajo malo backgrounda, ne, lej, to se dogaja v Ameriki, to se dogaja klejane. Kako ti, na kakšen način ti poskrbiš, da držiš odgovornost do svojih ljudi, ki poslušajo, ne? Kakšna sploh ta mera odgovornosti je, ki jo čutiš, ko ustvarjaš vsebine okoli tega, ne? Pa kako ti poskrbiš, da so tvoje informacije gutane? Lej, jaz sem v osnovi novinar, a ne, se pravi, sem neodvisna, a ne. In meni je neodvisnost ključnega pomena. Ne more priti nekdo do mene in mi reči, tlele imaš denar, zdaj pa povej, da je to najboljši produkt. Ja. To se ne bo zgodil ever. Ja. Res, zaradi tega, ker pač, lej, kot rečeno, vsem sem v tem svetu že toliko dolg časa in jaz to ne rabim početi. Enostavno se mi zdi, da je to nepotrebno. Ne? Zdaj, kaj se pa tega tiče, pač jaz sem zelo odgovorna pri predajanju informacij. Od mene ne boste nikoli slišali, da pumpam neko naložbo. Zdaj, če našel na ta vlak, je konc in si zamudil. To naš od mene nikoli življenju slišal. Ja. Zaradi tega, ker pač nisem pristaš hitrih teh zaslužkov, verjamem, da se da lepo, počasi, sistematično in brez nekega večjega stresa dosež nek lep rezultat, lep donos, lep dobiček, tako da ni potrebe po tem. Ja. Je pa res ta fear of missing out, ne, to je prisotno pri čisto vseh zgodbah, to smo videli, to je prisotno že odkar obstaja človeštvo, tudi iz tulipanov smo videli, ne, to zgodbo na Nizozemskem, ki je bil ta balon, ne. Vsi so hoteli imeti te čebulice, ne. Tako da tudi tukaj ista zgodba, ne? To pač nekako je v človeški naravi, ne? Zdaj pa od tebe, je pa ne samo tam, ne? Sosed te lahko potegne v to zgodbo, prijatelj, frizerka, ljudje okrog tebe začnejo zganjati neko histerijo in potem ti rateš malo histeričen, kaj pa če zdaj grem zdaj v neko zgodbo, pa bom ful hitro zaslužil. Doskrat se konča zelo slabo, pa velikokrat ne slišimo te ljudi, ki pumpajo, koliko so pa denarja zgubili. Tudi o zgubah je treba govoriti, ne? Se dogajajo tudi napake, tudi v investiranju, velikih je. A imaš ti kakšno, ki bi jo lahko delila? Imam. Vse to sem že večkrat povedala. Investirala sem v neke kitajske delnice in pač takrat je prišel Xi Jinping in je rekel, zdaj bo pa ta sektor, bojo malo, jih je dal malo na hladno in potem so tudi delnice dobesedno strmoglavile za 90%. Ja, teh zgodb je zelo veliko, no. Ampak načeloma bom pa tako rekla, ker se meni osebno tiče, glede mojega stila investiranja, jaz nisem trader, da bom trader, jaz nimam časa za tradanje, jaz pač investiram dolgoročno, večjih napak, iskreno, da bi se mi ful poznal, nisem naredila. Je pa res, ne, da vsakič, ko se zgodijo kakšni popravki, večji popravki, se pa pač pozna na portfelju, ko imaš ti enkrat velik portfelj, in potem pride do neke korekcije, se to pozna. In takrat si rečeš, wow, to pa je kar. Ampak to ni realizirana izguba, ampak je pač sam na papirju, ti moraš prodati zadeve, zato da realiziraš izgubo ali pa dobiček. Ne? Kako pa bi rekla, da je trenutno stanje iz vidika financ na svetu mogoče, kar se dogaja je, da se tiska printa denara, ne? Kako nekako na to situacijo gledaš? Kaj misliš, da se trenutno dogaja globalno, pa inflacije, pa vse, kar pride zraven, ne? Kako bi to mogoče mi opisala, da bi jaz lahko tudi bolj razumel to neko globalno sliko? Kje smo? Ja, o inflaciji se je zelo veliko govorilo, ko je malo poskočila, prišla je, mislim, do 10-11%, ampak dolgoročno, če gledamo, kakšna je inflacija na dolgi rok, je 2%, tudi cilj centralne banke je 2% inflacija, in stremijo k temu cilju. Je pa trenutno okolje nekaj, kar pač je neverjetno, če imamo že skoraj 15 let praktično kontinuirane rasti na borzah z umestnimi sicer nekimi korekcijami, ampak vse je tako super, vse je tako picture perfect, vse bo še naprej super, ni recesije na vidiku, ni tega, ni unga. Skratka, te napovedi so mogoče malo preoptimistične. Ampak, če pa se vprašamo, kdo je na drugi strani, ki jih daje jih prodajalci. Prodajalci so vedno bikovsko razpoloženi. Če boš ti rekel kot prodajalc, mi pa ne verjamemo, da bo to rasel v naslednjem letu ali pa naslednjih 2 letih, kva si naredil. Prestrašil si pač svoje kupce ali pa potencialne kupce. Kdo bo pol to kupil? Razumeš? Zato so v bistvu upravljalci premoženja, analitiki in vsi te, to so načeloma zelo bikovsko razpoloženi s tem upravom. Oni so vsi biki.
In je zelo težko dobiti medveda, ki bo pa mogoče malo se ustavil pa rekel, trenutno okolje mogoče ni najbolj idealno, a ne, mogoče bo prišla recesija, mogoče bo kakšen črni labod se zgodil, a ne. Mogoče se bo nekaj zgodil, ne vemo teh dogodki te lahko presenetijo in lahko pride tudi do 50-60% korekcije oziroma popravka oziroma krize. Vse smo imeli krizo, ampak je večina ni doživela. Ja, se to, ja. 2,8, 2,9 si to doživel. No, ta 2,8. Starši v bistvu, mislim bolj kaj jaz, ja. Ampak... No, jaz sem to doživela, ne, takrat je bilo res zelo, tak pesimizem je vladal na trgu, ljudje so bili prestrašeni, a veš, vsak dan si na novicah gledal, da se odpušča, potem je to odpuščanje počas nekaj let zamika prišlo tudi k nam. Jaz sem sedela nasprot pisarne kadrovnice, in sem gledala, kako ljudje odhajajo objokani. A veš, to je bila ena taka slika, ki jo že dolg časa nismo videli, ne? In pa ni izključeno, da bo pač prišla enkrat, ne? Kdaj? Pa ne upam špekulirati, ne? Sam se tudi pol istočasno take spremembe zgodijo z razvojem pa AI-ja, pa vsega tega, pa social media ti službe ponuja itd. Dejansko prihaja iz tem tudi neka pač nova veja osamosvojevanja od pač službe, ne? Torej, da si ti lasten kruh sam služiš s tem, da ti rataš v bistvu svoj delodajalca, ne? Ja, sam ti še vedno moraš služiti denar na trgu, a ne lahko se ti umaknejo v naročniki, kje si pol? V istem ZOS-u, kot vsi ostali, a ne mogoče še večjem, če imaš zaposlene in boš mogel sprejeti odločitev o odpuščanju, kako je to težko. Ne, ampak to je dejstvo, to se zgodi in to so težke odločitve in to v bistvu te tudi na nek način gradi, a ne? Kako pa... mogoče, kar se tega tiče še, no? Kar se tiče recimo samega finančnega opismenjevanja. Veliko stvari se je spremenilo tudi po zaslugi družbenih omrežij, tudi po zaslugi kriptovalut. Zelo velik preskok se je zgodil in ljudje se želijo izobraževati, želijo pač informacije. Zdi se mi, da so postali bolj osveščeni, kar se tega tiče. In to je ful dober. Jaz sem zelo vesela, da ljudje razmišljajo o tem. Je pa pač od tega, da razmišljaš, ne, pa do tega, da narediš nekaj, včasih zelo dolga pot, ne. Tako da vsem bi spodbudila ljudi, da naj malo pospešijo, ne, ker pač vsak dan je izgubljen dan, ne. In tudi na banki, prej si dobro rekla, na banki denar nič ne dela, ne? Ne, na banki denar kupna moč, v bistvu ti izgubljaš na kupni moči iz dneva v dan. Ti mogoče rečeš, sem imam 10 evrov na račun, ampak čez ne vem koliko let, bo pa to bistveno manj vredno, ne? Bo tvoja kupna moč manjša, manj si boš lahko prvoščil s tem denarjem. Zato moraš poslati denar v svet. In recimo, bil je en primer, ko je šel nek bančnik razlagati otrokom, o bančništvu, o njegovi karieri, kako je on postal bančnik, menedžer, pa sem vprašala mlade, a pa vam je ta menedžer povedal ne imeti denarja na banki? No, to ta pomembna stvar je pa spustil, a ne? Mladi imajo pa denar na banki. Večina. A veš, jaz pol vprašam zelo rad, zakaj, a ne? Zakaj imaš denar tam? Starši ne spodbudijo. Lej, jaz imam 2 otroka, en je star 14 let, drugi je star 18 let. Moj 14-letnik, jaz sem ga spodbudila k temu, da investira. Ima Bitcoin, ima ETF-e in on tudi že v bistvu varčuje in jaz seznanim, kaj se dogaja z njegovimi naložbami. Jaz kot starš spodbujam svoje otroke, ampak jaz sem malo poseben primer, ker sem toliko noter v tej zgodbi, ampak jaz tudi druge starše spodbujam, da se izobrazijo in da pač predajajo svoje znanje naprej otrokom. Ker otroci so kot spužve. Oni gledajo, kaj starš počne in če starš ful pretirano troši, kaj smo ga naučili? Ali pa recimo pretirano varčuje, pa drug ekstrem, kaj smo ga naučili? In doma se učimo gospodinjske finance. Pa recimo, dostikrat rečemo, ja, moja mami je pa to, ja, moja babica je pa to. To so bili popolnoma drugačni časi. Se to, ne? Takrat, ko so bile naše babice pa dedki, takrat oni niso imeli takega dostopa do kapitalskega trga, oni sploh niso vedeli, da ta trg obstaja. Njihove penzije so bile relativno okej, ker so dobili 70% od tega, kar so zaslužili tekom pač delovne dobe. Danes se je pa to zmanjšalo na 60, ko se bova midva upokojevala, kje bo najna penzija? Kaj bova dobila mogoče 40%, 30%? Zato je pomembno, da poskrbimo za ta dodatek k pokojnini,
ki jo bomo sicer dobivali. Pri meni je bil ta vzorec, da se je šparal. Špari, veš. Ja, kje šparaš? Kje šparaš, točno Kaj to. ti je povedala mamica, kje se špara? Je na banki, oziroma ja, pač ni bilo neki tu govor o investiranju, pa je oči nekaj investiral tudi takrat, ampak lih v unih letih, ki je tudi bil nek, ne vem, orank padec, po moje lih tam 2,8. Ja, takrat je pri nas bila balkanska zgodba, vsi so investirali v balkanske delnice, sklade, to je bilo tako nahajpan, grozljivo je bilo. Ja. Bolj, ko si opozarjal ljudi, to je bila napaka tvojega očeta, iz tega bi se lahko nekaj naučil. Stavil je na eno regijo, visoko tvegano, potem stavili smo na eno delnico, na KBM, stavili smo, vedno stavimo na eno zgodbo, na eno regijo. Kot si prej povedal, zelo lepo, ti imaš razpršeno. Potem pa dobim komentar od ljudi, ja, Warren Buffett pa pravi, da razpršene portfelje imajo tisti, ki nimajo pojma, kaj bi počeli. Ampak oprost, Berkshire Hathaway, kaj je to? Razpršena košarica naložb. SP500, isto. To je razpršena košarica. Tudi sam Warren Buffett je rekel, da bo pač njegova žena, a ne potem, ko bo on pač umrl, da bo pač njegovo premoženje, ki ga bo potedovala žena, da se plemeniti v S&P-ju. A ne? A veš, niso vsi profesionalci, ne sedijo tako kot Warren Buffett po 10-15 ur in ne gledajo poslovne izkaze ali pa bilance ali pa kakorkoli. Pač ne gledajo. Folk enostavno je obremenjen s svojim življenjem. Hodi v službo, pa ima otroke. Ja. Kako boš ti imel cajt študirati vsako delnico posebej, kaj jo boš kupil? Zato je bližnjica recimo neki ETF. Ja, ne, sigurno, pa tudi to si lepo omenila. A veš, ko se mi da pogovarjava tukaj o nekem vlaganju, pojavi se ti 50 različnih načinov, 50 različnih gurujev, kakorkoli, oziroma tudi eni so specialisti, koga zdaj izbrati, komu verjeti. Jaz mislim, da kle se ljudje mogoče na prvi točki preveč obremenjujejo s tem, kdo mi bo dal bližnjico, in ne to, kako se bom jaz zavestno odločil, kaj sploh hočem. Ker se mi zdi, da to si dobro rekla, zakaj vlagaš, kaj je cilj tega. A je to zato, ker vlaga sosed, a je to zato, ker dejansko si želiš lepo penzijo? Se razumem, o čem govoriš, težko je poiskati nekega, ki mu zaupaš, ampak pod črto, tudi če poiščeš nekoga, si ti tisti, ki si sprejel končno odločitev. Sprejel si odločitev, da mu verjameš, sprejel si odločitev, da boš investiral v to, kar ti je on predlagal. Ti si tisti, ki pod črto nosiš odgovornost za svoje življenje. Ne moš si v življenju okrog hoditi in kazati s prstom, on mi je rekel. Ti si pa naredil, ti si rekel, bom pa naredil to, kar je on rekel. Odločitev si ti sprejel. Je pa težko. Jaz dostikrat dobivam od ljudi, jaz ogromno mailov dobivam tudi drugo mnenje želijo od mene. Bil sem pri tem in tem strokovnjaku, ponudili so mi to pa to. Daj mi povej svoje mnenje o tem. A veš, zakaj prihajaš k meni po drugo mnenje? Ti si sprejel odločitev, da boš temu človeku verjel, in zdaj v bistvu meni si pa povedal, ne verjamem mu zadost, daj mi ti povej, pa ti sprejmi odločitev, daj tisto, ta drugo potrditev, da je pa to ta prava odločitev. Oprost, tega ne bom delala. Ne moram, Jaz sem zelo jasna, kar se tiče samih finančnih svetovalcev. Pri nas finančnega svetovanja, takšnega, kot ga poznajo v tujini, ni. Vsi so pač na plačilni listi neke finančne inštitucije. Večina. Ki ima svoje namene. Seveda, višja provizija. Če prodaš nek produkt, ki ga ponuja neka finančna inštitucija, dobiš ti provizijo od tega. Tako da, vedno je treba vprašati, ko ti nekdo puša nek produkt. Isto, karkoli ti pušajo v lifeu, zakaj ti to pušaš? Kaj imaš ti od tega? Razkri, kaj imaš ti od tega. Bodimo transparentni. To je fora. Tudi recimo, ko greš, ne vem, prej smo se pogovarjali o prehranskih dopolnilnih. Ali pa recimo prehranskih strokovnjakih, ista zgodba, kje mu boš verjel. Usedeš se, pogledaš, narediš analizo, ampak po črtu si ti tisti, ki boš sprejel odločitev, šel sem k temu, zaradi tega in tega razloga. Ja, malo preveč se posluša druge, pa premalo sebe. Mislim, malo smo se oddaljili od tega, od naše intuicije, pa mogoče, da sklepamo neke odločitve, pa stojimo za njimi. Veš, konstantno je to. Jaz bi sprejel odločitev, ampak da mi ti povej, kaj si v tem mislite,
In če se hočeš narobe odločiti, lep rek je, če se hočeš odločiti narobe, vprašaj vse, ki jih poznaš. Ja, sam sebe ne. In kle pri financah spet je prisoten ta strah, da je nekaj na tapeti, da boš nekaj izgubil. Pa so pol zgodbe, če boš sam to delo, so ljudje propadli, so šle bajte, itd. Konstantno se vzbuja spet strah in je ful dobro, da sva zdaj najdla ta skrit oblak, ki je v bistvu preveri, s kom delaš, pa ga vprašaj, kakšni so njegovi nameni, pa kaj od tega dobi. Transparenten naj bo, vprašajte, kaj imaš ti od tega, ko mi pušaš ta produkt. Ja. Hočem vedeti, a dobiš provizijo od tega, koliko provizije dobiš od tega. Bodi transparenten, nič drugega. Ampak kje najdeš transparentne finančne svetovalce? Ne me spraševati, da bi dajala kakršnekoli namige, ker jih ne bom. Kot rečeno, finančno svetovanje ni v Sloveniji urejeno na način, kot je v nekaterih drugih državah. Žal. Ampak pod črto smo pa gospodari svoje usode. Tako da, karkoli ti nekdo svetuje, vedno si pa ti tisti, ki si sprejel odločitev še enkrat, če lahko poudaram. Sej sigurno. In jaz mislim, da recimo, če investiraš v nek globalno razpršen sklad, da mi ti povej, so tveganja, ker gre za vsem investicijo na borzo. Ampak, a razumeš? Kaj bi se po tvojem mnenju, če bi imela zdaj palčko, pomahaš z njo in se nekaj spremeni na boljše, kaj misliš, da bi se mogel v tem primeru spremeniti, da bi bila situacija glede tega lepša? Pri nas v Sloveniji. Jaz mislim, da finančno svetovanje marsikdo si ga želi, zagotovo bi bilo treba to urediti. Želela bi si, da bi bolj proaktivno izobraževali otroke v šolah in osnovnih in srednjih šolah o denarju. Danes so neki predmeti v sklopu nekaterih predmetov, neke vsebine o osebnih financah, ampak kakor sem jaz dobila informacije z terena, pa jaz imam otroke tudi v šoli, pač enostavno učitelji dostikrat to preskočijo, zaradi tega, ker je tudi njim ta tema težka ali pa jo ne razumejo. Tako da definitivno v sklopu šole sem res strastni zagovornik tega in če bojo naši otroci prišli v stik s to temo v šoli, pa da bojo res transparentno dobili vse informacije, ne da ti spet nekdo preko šole vsiljuje svojo agendo, se mi zdi, da bi bila ena res dobra popotnica za vse naše otroke, ker veš, kako je, ko ti vstopaš v svet odraslih, kakšno popotnico imaš, sam si na trgu, sam se moraš znajti, starši ti niso pomagali, ti niso dali neke informacije, šole niso dobili informacije in se moraš kar naenkrat znajdati, ne? Ne, nič hudega. Prosti za tole, sigurno, spet ti lahko en porine neko svojo agendo noter, pa zdaj ti deli tako, kot smo te mi naučili. Starši so tudi klejane. Ful so pomembni starši, ampak starši ima pa tudi cel kup nekih ovir. Je pa res, to sem pa zdaj ugotovila pri mlajših, da recimo starih 20 let, mogoče celo mlajši, 18, 20, 25, da pa starši so bili že tisti nekateri, ki so otroke spodbudili k temu. Ampak spet, tukaj ne gre za neko, pač gre za peščico, gre za posameznike, ki jim je marno. Zaradi tega, ker tvoja prihodnost je odvisna, zdaj marsikdo reče, denar ni vse, denar ni pomemben. Ampak se kar precej stvari vrti okrog denarja. Kakorkoli pogledava po črto, kam boš šel na dopust, kakšen avto boš vozil, take stvari, kako se boš oblekel, kakšen telefon boš imel, koliko je otrokom pomemben, kakšen telefon imajo. To je vse povezano z denarjem. Tako da, kapitalizem je. Mislim, kapitalizem, Pač živimo v takem času, kakršen pač je. Sigurno. Mislim, to se tudi jaz strinjam, da ta neka demonizacija denarja prihaja ponavadi ljudi, ki ga nimajo. Torej, denar ni vse, denar ni pomemben. Se ni noben rekel, da je vse. Ampak v trenutku, ko ti to rečeš, meni poveš, kakšen je tvoj odnos do denarja. Tudi denar je treba metrati, še zmeraj je to neko sredstvo, s katerim ti sam razpolagaš. Zakaj ga boš ti zapravil, je spet tvoja odločitev. Če si ti buksel, pa ga boš zapravljal za stvari, ki ti pač nič ne prinesejo, razen to, kako ti pred drugimi izpadeš, kle se bom strinjal, pač to ni dober. Ampak če pa ti znaš z denarjem delati, pa bom iz svojega primerja izhajal, jaz bi tukaj okrog tudi te platforme rad dal ljudem možnost, da
oni pomagajo to platformo, se pravi, graditi, s tem, da bojo tudi sami lahko finančno podprli. Kar pomeni, da jaz na ta način pač denar želim uporabiti za to, da se bo ta projekt lahko razvil, ker verjamem, da je dober za svet. Čisto preprosto. Medtem, če bi pa jaz zdaj zapravil ta denar, da bi jim to prodal, pa zapravil pol ta denar za neke čist butaste zadeve, je pa spet tukaj ta, ne vem, razlika med odnosom, ki ga imaš ti do denarja, pa koliko ga dejansko ceniš. Ja. Kaj pa recimo, kaj je added value za nekoga posameznika, ki bi investiral v tvojo platformo? Added value je že sam potem ta, da jaz to platformo delam na način, da ne dobivam sponzorstva. Okay. Ja, v redu, ampak kaj ima posameznik recimo od te platforme? Kaj je added value? Kako plemenitiš njihovo življenje s to platformo? To v bistvu oni bolj meni trenutno še govorijo, dobivam nekak feedback, pravijo, da jim pač pomaga pri tem, da se osvobodijo mogoče nekih vzorcev, da jim da dostop do ljudi, ki so strokovnjaki na svojem področju, preko platforme, kateri zaupajo. Torej, jaz bom vsebino podcasta še vedno dajo zastonj. Mi je pa veliko ljudi rekli, mi bi radi samo podprli. Podprli to, kar delaš, in razlog je v bistvu potem to, da se nekako širi nek glas v svet, ki pravijo, da pomaga. Pomaga pri tem, kako oni sebe vidijo, kako delujejo v življenju. Pač, ne vem, težko je opisati, a veš, nekaj, ki ni specifično, ne vem, zaradi tega več zaslužijo. Ali pa, bi pa rekel, da marsikdo mi reče, da je njihovo življenje zaradi teh vsebin, ki prihajajo iz te platforme, boljše. Meni je tudi recimo zelo mi je fajn, ko slišim ljudi, ki mi pišejo in rečejo, da se mi je življenje dejansko spremenilo zaradi recimo Moneyhava. Ja. Zaradi tega, ker so bili spodbujeni k temu, da nekaj naredijo, da začnejo razmišljati o svojih financah, o tem, kako se bodo lahko osvobodili na nek način nekih vzorcev, ali pa nekih navad, ki jih sploh niso vedeli, da so jih imeli. Pa se mi zdi ful fajn, recimo, ko to dobim feedback, jaz sem pa zaradi tebe, ne vem, začela investirati, se začela ukvarjati z osebnimi financami, veliko več se, ne vem, ukvarjam s tem, ko gremo v trgovino, v shopping. Jaz dostikrat rečem, jaz sem zelo čuden, jaz nakupovalec, Jaz grem v trgovino, jaz vzamem čas, zato da preverim ceno in vse na enoto. Jaz vedno gledam ceno na enoto. Pa kaj dam v košaro, pa grem na poti do blagajne, pa rečem, se ne rabim tega, pa grem nazaj. Tako nekako ozavestiš svoje nakupe, in potem ti kar naenkrat ostane en kupček denarja, ki ga pa lahko nameniš za svojo prihodnost. In to se mi zdi dost v redu. Podcast, ki smo lih pri podcastu, kako si se ti, kaj je tebi tvoj podcast dal? Ja, veš, kako je bilo? Jaz, ko sem šla s financ, jaz sem bila kar malo zgubljena. In pa sem razmišljala, jaz imam ful enega kapitala v znanju, kar se tiče osebnih financ in upravljanja denarja in investiranja. Kaj naj zdaj s tem kapitalom počnem? In sem se spraševala, imam kapital, kaj naj zdaj s tem delam? Kaj pa, če bi jaz naredila podcast? In sem lansirala podcast, garala sem res ful na začetku, ker to je še enkrat nišen podcast. To ni mainstream, da bi se jaz lahko pogovarjala o svetu in vesolju, govorim o kešu, o denarju, o upravljanju denarja, o tem, kaj se dogaja v svetu, ne vem, kaj se dogaja na Kitajskem, kaj se dogaja, ne vem, na trgu nepremičnin, take stvari, življenjske stvari, o katerih pač tudi ljudje morajo malo razmišljati. Ja. Tako da to mi je bilo glavni nekak motiv, kaj narediti s kapitalom, ki ga imam. In jaz sem nekaj, ta kapital bom investirala dala ga bom v ta podcast in dala ga bom ljudem. Brezplačno na uporabo. Tlele imate ljudje, vse je vaše. Kdaj si začela? To je bilo pred dobrimi 3 leti. Ampak pazi, moj prvi podcast, ki sem ga naredila, je bilo leta 2016. Tako da jaz imam kar neko kilometrino, recimo temu, v podcastih na financah. Smo v bistvu lansirali podcaste, ampak nismo se toliko angažirali. Sem pa 2016 posnela prvi podcast, ja. Ti povem eno zanimivost. Jaz tudi sem imel podcast pred tem 2016, sem ga štartal. Tudi, evo. O digital marketingu.
A res? Ja, jaz sem iz tega foha izhajal in takrat se mi je to ful zanimivo zdelo. In tudi takrat verjetno ste dobili nekaj poslušalcev. Ali... Pa škaj, takrat to ni bil tak hype okrog teh podcastov, kot recimo zdaj, ne. Zdaj je noro, Zdaj ima vsako podjetje svoj podcast, dobesedno, ne. Ja. Kaj pa pol, koliko epizod imaš zdaj, Manihava? Iz glave? Ne vem. Cirka? 180. Hudo. A pa mogoče ne, a lahko na hitrco pogledam. Poglej. Če sem grozna, ne vem, ne vodim evidence. Vsak teden daješ epizodo ven? Ali vsak 3 leta? 170. 170. Ja, v bistvu... 170 epizod o financah. Ja. Pa ljudje božji. Školiko lahko je z odnarja, govorim. Ker se človek misli, da te bo zmanjkali, da je ne bo. Pa kaj greš specifično v neko tematiko, ki si jo prej zbereš in najdeš gosta, ki bi to tematiko pač s tabo dobro obdelal, ali na kakšen način se lotevaš? Jaz sem tako peta noter v ta svet, da jaz to pač skozi spremljam. Ja. In če recimo vidim, da se nekaj dogaja, ne vem, IT sektor, recimo Nvidia je bila huge zgodba, ne, valjda, da bom nekaj v Nvidiji naredila, ne. Pa recimo prodajala sem stanovanje, pa sem imela tudi eno čudno izkušnjo, ker so me kar napadali vsi ti nepremičninski posredniki, kljub temu, da sem dala v oglasu, da prodajam brez nepremičninskega posrednika. Zato so te. In sem naredila tudi epizodo o tem, kaj za vraga je zdaj to, kaj se tukaj dogaja. Ne? Ja. Tako, ne vem, pa recimo, ful rada pač povabim tudi kakšne tuje goste, recimo, imela sem Marka Mobiusa, to je res legenda. A si možete misliti, ko jaz pošljem mail Marku Mobiusu, jaz bi te pa imela na podcastu, pač Slovenija, gor, dole, v desno, ne? Mi ti podgovori, ja, valjda, brez problema. Jim Rogers isto, to so legende. In povejo mi, ne vem, čez en teden lahko snemam. Ja, a si moraš misliti, da en tak profil, ki je vsak dan na Bloombergu, CNBC-ju, na finance, Yahoo Finance, da si vzame čas zato, da pride in pove svojo zgodbo. Ja, razumem, ampak istočasno bi te preko, zakaj si pa ti vzela čas zame? Jaz sem ena iz Slovenije, on ima pa globalno občinstvo, ki se, a veš, ko gre na Bloomberg, ne, a pa CNBC, a veš, cel svet ga lahko gleda, ne. Tukaj pa v bistvu si vzel čas za nas. Ja. In to me je wow, hvala, res, ful hvala, da si vzel čas, no. Ja. Tako da, to mi je, to recimo so take zgodbe, ki jih polno vsake toliko časa malo dodam. Sem pa opazila, da te epizode, ki so v angleškem jeziku, niti niso toliko mogoče zelo poslušane in večkrat mi povejo poslušalci, da želijo vsebino v slovenskem jeziku. A prav konkretno vsebino o upravljanju denarja v slovenskem jeziku, zaradi tega, ker pač tega ni. Na našem trgu. Sam spet si lepo rekla, če ti hočeš nekega res hardcore strokovnjaka, moraš pogledati izven te naše lepe Slovenije. Imamo pa tudi nekaj strokovnjakov, ki so Slovenci, delajo v tujini, ali pa so Slovenci in delajo pri nas. Pa se premalo mogoče o njih govori. No. Franjo, isti ta prijatelj mi je omenil, da si imela nekoga v nekem sklopu, nekem formatu podcasta, ki zdaj ni več. Je šel v Švico ali kam je šel? Ja, to bil pa Egon Zakrajšek. Egon Zakrajšek je res strokovnjak. On je delal, mislim, da 20 let na Fedu, ameriški centralni banki, mogoče sem zdaj narobe rekla, mogoče celo več kot 20 let. Pa je šel pa v Švico skupaj z družino, ki so ga hčerka pa žena sta ga spodbudile k temu, da malo naredi karierni premik. Bil je nekaj časa v Švici, zdaj šel pa nazaj v Ameriko. Aha. Ta človek je res, se ne vem, če bi smela reči ta tip, ampak res je, mislim, jaz njega poznam že zelo dolgo časa, še z časa financ, pogovarjala se zelo velikrat o finančnem opismenjevanju, on mene zelo podpira pri tem, je pa res, da zdaj, ko je spet šel nazaj v Ameriko, ima pač neko omejitev komunikacije, oziroma ima neko prepoved komunikacije z mediji, ne. Tako da, ja, drugače bi pa res vrhunski. Kaj pa tebe žene, da vztrajaš? S podcastom, mislim. Mislim, ne vem, to mi je tako, kot za nekoga tek, ali pa za nekoga, da gre na nek koncert. Jaz se v tem, meni je to, kad debatiram o upravljanju denarja, o investiranju, mi je passion. Tako, kot sem rekla, to je malo sproščanje, pogovarjam se s frendi, to so vsi več ali manj moji frendi, jaz jih poznam že zelo dolgo časa, kolegi, znanci.
In se pogovarjamo malo o investiranju. To, debato o investiranju. Ja, kaj pa, ko dobiš kakšne neprijetne komentarje, ziher jih dobivaš? Veš kako, dobivam jih, Ja. ampak recimo na podcastu Moneyhow teh komentarjev niti ni toliko. Ja. Recimo, ko objavim kakšne klipe na TikToku, YouTubeu, čeprav bom na TikToku bom rekla, da jih je več negativnih. A pa če sem recimo gostje kakšne, ne vem, kakšnega mainstream medija ali pa mainstream podcasta, takrat se vsuje komentarjev. Opažam, da dostikrat v bistvu niti ne komentirajo toliko mogoče vsebine, ampak neke lastnosti moje, v smislu, ne vem, ni mi všeč njen glas, ne vem, antipatična mi, veš. Se ne rabiš, ne moram biti simpatična, vseeno sem pač antipatična, tak je life, ne. Ja, sem zanimiv, ker se javljajo. Zakaj si rabo to napisati? Ne vem, pač ljudje rabijo to izražati na takšen ali pa drugačen način. Pač jaz to nekako pač pustiš, ne, v redu. Lej, rabo si izraziti svojo frustracijo, izliv si svojo gnev, tamle pač v komentarjih, ne vem, a se zdaj boljš počutiš, če se boljš, super, ne. Ampak na drugi strani sem spet jaz tukaj, ne, ker sem pač žrtev tega, ne. Ne vem, mogoče sem se navadila. A veš, prvič, ko sem doživela en tak res brutalni napad, je bilo na financah. Takrat pod komentarji se je vsul, nesposobna, neumna, glupa, ne vem kaj vse, no vse sem bila, ni da ni, ne. Pol sem imela še eno zelo tako, evo, to je, lahko rečem, mogoče so napaka bila, ma ne napaka, izkušnja je bila. Imela sem 2017, mislim, da je bilo 2017, 2018, Facebook Live. Takrat se ni delalo tako Facebook Live, ki se danes dela. Takrat je bilo treba imeti neko ekipco, ki so ti malo pomagali, zadeve povezati, a veš, drugi časi so bili, ne. In jaz sem imela Facebook Live z Damjanom Merlakom. On se takrat ni nekaj pojavljal v medijih, on je bil zelo redko beseden. Mislim, da naju je na neki točki na 20,000 ljudi gledali. Wow. Res wow, ne. In vsi so sprašali. Jaz sem dala naslov, Damjan Merlak odgovarja na vaše vprašanja. Se je vsul vprašanj. In vse na eno in isto foro. V kater coin naj investira? Itak. V kater coin? In tako, vprašanje isto. Vprašanje, kjer coin. In on tako, ne bom povedal, ne bom svetoval, to nisem zato tukaj, ne. V glavno, pa se je pa vsul na mene, nesposoben, ne vem kaj vse. Tisto je bilo kar brutalno, no. Ampak, glej, to so samo izkušnje, pač prebereš in vzameš tisto, kar je koristno za tebe in greš naprej. Ja, take ljudi si privabila gledanju, ne? Mislim, to je bil hype, takrat je bil ja. Totalni hype, dogajalo se ICO manija, Merlak je bil uspešen, z Bitstampom naredil je še nekaj ICO projekta, ne. Razumeš, vsi so bili nahajpani, Bitcoin je bil takrat res na rekordni ravni in vsi so hoteli biti del te zgodbe, kriptozgodbe in normalno. Zato se je pa tudi naredil ta Facebook Live, ne. Je pa res, da sem ravno takrat zamenjala ekipo, ki mi je pomagala pri organizaciji in res bi mogli mi filtrirati vprašanje in pošiljati, ne. To je bila pa res napaka, no. Ja. Tako da na neki točki sem zaprla tisti računalnik, sem rekla, kaj greva se midva zdaj pogovarjati o kriptu in sva se potem pogovarjali naprej o kriptu, ne. Off topic. Ne, naprej je laufal, samo nisem več gledala vprašanj, ker mi je bilo nesmiselno gledati res, ki so se zlivali dobesedno vse svoje čustva, no, v tistih komentarjih in vprašanja so bila identična. Kjer coin. On je pa 10krat rekel, ne bom tega komentiral, ne bom svetoval, ne. Pa zelo redko beseden je bil takrat, ne, to je bilo še na začetku, ko se še ni pojavljal toliko v medijih, ne. Ja, v bistvu folk je hotel samo bližnjico, daj mi jo zdaj. Daj mi zdaj takoj povej. Da porinem noter 30 jurjev in ja. Ja, to bila recimo ena taka kar brutalna izkušnja. Drugače pa dobivam skozi neke komentarje, recimo zanj sem objavila, koliko denarja bi mogel imeti privarčevanega pri različni starosti. A ne, to je zdaj tako, to je merilo palca. A ne, to je samo zato, da približno okvirno vemo, kje smo. A ne, lahko imaš več, lahko imaš manj. Nič narobe. In kakšne so cifre? To bi mogla zdaj pogledati, ampak na povprečno plačo imaš tako, ne vem, do starosti, do 30. leta
do ene letne plače, od 30 do 40, 2 do 3 letne plače, nekaj taga. No? Okay. V glavnem. Pri varčevanju govoriva, da imaš ta kapital ne pač na strani, ampak da ga imaš lahko tudi vloženega. Vloženega, investiranega, normalno, ali pa na banki. No? Ja. Ampak vsem boš, da imaš nekje to investirano. A to je, kar rečejo Američani, net worth? Net worth je pa čist nekaj drugega. Ampak sam, če dovoliš, da ti povem za tole. Pa še net worth, ker sem o net worth tudi napisala, ker dobivam komentarje, nikoli pa ne razkriva njen net worth. Ne? Ja, jaz sem tudi to parkrat videl za goste, da so napisali, kakšen je pa njegov net worth, ko pa čuno. A veš, napiše pa nekdo, ki se skriva, ki ne razkriva niti imena in priimka in se bom jaz razlagala o mojemu net worthu. Da se malo primerja, kdo je bolj uspešen. No, v glavnem pa dobim komentarje, da so številke totalno nerealne, da živim, ne vem, na Marsu, na drugi strani dobivam komentarje, da so številke prenizke, tako različna mnenja. Ne? In potem dobivam komentarje, kako pa naj jaz varčujem na minimalni plači. Težko. In potem rečem, ok, kaj pa imaš, kakšne so pa opcije? Kakšne so opcije za tebe, ki si na minimalni plači? Ena gospa mi je pisala, stara sem 50 let, imam 2 otroka, že cel življenje sem na minimalni plači. Kaj sem ji odgovorila? Zelo žal mi je za vašo situacijo. Zanima me, kaj pa ste naredila, da bi se nekako rešila te situacije. Nisem dobila odgovora. A veš, vedno imamo žrtev, ne? Mi smo gospodari svoje usode. Vedno imamo možnost nekaj narediti. Je pa res, da moraš iti počasih tudi izven cone obdobja. In to, da pač greš izven cone obdobja, povezano s tisto, kar smo se pogovarjala, bolečino. In marsikdo ne želi te bolečine, lažje biti v neki coni obdobja. Ja. Tako da, kakšne so možnosti za tistega? Najprej mora narediti research svojih prihodkov, svojih odhodkov, mora ozavestiti svoje te nakupe, ki jih ima. Potem mora pa razmišljati o tem, kaj bo naredil, da bo ven prišel iz te situacije. Danes pa res lahko veliko narediš, no, da ven prideš iz tega. Sam si rekel, kreiranje kontenta, danes imaš družbeno omrežja, lahko začneš nekaj ustvarjati, lahko, ne vem, pogledamo te razne klipe od teh mladih fantov, ki zaslužijo ne vem koliko denarja z rezanjem klipov. Ja. A veš, rezanje klipov ni pocen, ne? Nekateri ti zaračunajo 20, 30, 40 evrov, zato da ti pripravi 1-minutni klip. Valjda. Da se, sam se moraš obrniti mal. Pol omenila sem tudi recimo delo preko osebnega dopolnilnega dela, o tem se premalo govori, čeprav to pomeni v popoldanskem času ali pa v dopoldanskem kakorkoli, si lahko poiščeš neko dejavnost, ki boš lahko preko vrednotnice delal, to pomeni vrednotnica ti v bistvu legalizira delo, ki ga delaš. Recimo lahko greš nabirati gozdne sadeže in predajaš jih na tržnici, to je opcija. Ali pa recimo lahko inštruiraš, ali pa lahko predajaš kakršnokoli drugo znanje, ki ga imaš. Če pa tako lahko reči, da jaz ne morem, da jaz sem ujetnik sistema. Nisi ujetnik sistema, da se. To je tista tudi organizacija časa. Dajmo malo pogledati, kako trošimo, kako investiramo svoj čas, v katere stvari. Zdaj, če ti veliko časa preživiš na TikToku ali pa, ne vem, po gostilnah ali pa ne vem, kje folk preživlja svoj čas. Zavečemo skozi službi. Kako? Pitaj Boga, pravim. Ampak mislim, da se generacije tukaj zdaj menjajo. To zanj mi je nekdo povedal, da zdaj otroci spet bolj so zunaj se, ker neka ta umestna faza je bila, si kar naenkrat videl vse sam na telefonih. Pa se tudi veliki igrci igrajo, jaz tam male spremljam, koliko časa preživijo za računalnikom. Mislim, to gre kar nekaj časa. No? Sam zdaj, če se že pogovarjamo midva o služenju, bodo dober v igrcah, pa lahko tudi veliko zaslužiš. E-sports, če pogledaš, kakšni budžeti se tam obračajo, to je pač noro. Da folk toliko lahko zasluži dejansko s tem, da igra igrca. Tudi igrce je lahko job. Lahko tudi investiraš v vse te proizvajalce igrca, na vse te glavne ponudniki, ki so na trgu. Vse, če ti spremljaš vse igrce, kdo bo vse lansiral igrco, pač sam pogled, kdo je ta podjetje tudi na borzi, pa pač mogoče lahko investiraš tudi v delnice tega podjetja. Why not? Ja. Pa streamerji, pa take zadeve. Mislim, zdaj, če morava kle se pogovarjati, kaj je dobro, za koga narediti, bi jih po moje mogla ločiti po age groupih, se pravi po starosti. Nekdo je starejši od 50, pač verjetno ne boš v igrci igrati. Mislim, lahko jih tudi gre, ampak ko tudi te lahko nekaj naredijo, če bi radi več zaslužili. Sam znajdeti se je treba.
peč piškote, torte, karkoli pa jih prodaja. Ne. Se zihar ti bo sin lahko pomagal, pa malo social medije, pa marketinga narediti. Pa gre, ne. Da se. In najslabša stvar, ki jo lahko narediš, je, da rečeš, da ne moreš. To je pač najslabša stvar, ki ubija ogromno ljudi iz vidika tega, koliko finančno so oni osamosvojeni. Evo, ko smo začeli govoriti o izgovorih, sva rekla, nimam časa, nimam denarja, ne da se, ne more se, imam otroke. To sem velikokrat dobila. Ne moram narediti kariernega premika zaradi otrok. Ne moram se ukvarjati s svojim denarjem zaradi tega, ker se ukvarjam z otrokom. Pa ljudje božji, no, se delamo to zaradi svojih otrok ne. A ne delamo to? Ja, sam je miselni premik, zgodbica, ki si jo prodajaš, ne. Štok je močna, če ti 20 let sam sebi govoriš, da se ne da, pa so ti prej govorili starši, da se ne da, da moraš biti pač zadovoljen s tem, kar imaš in živeti skromno, ne. Kako boš ti pol verjel sam sebi ali pa tebi, kar rečeš, da se? Pismo po moje, da ne. Sam sebi moraš te prvo začeti govoriti, da se, gledati se v špegu pa reči, lahko, sem zmožna, sem vredna več denarja, sem vreden več denarja, kakorkoli, ne. Pa iz tem pol izhajati. Ker če ti tega nimaš, kako boš sploh lahko naredil premik? Ti že lahko dobiš informacije, naučil se bo že, ampak premik narediti, moraš pa ti verjeti, da je mogoče, drugače nima smisla. Noben človek ne omogo naprej. Se strinjam. Ja. Se strinjam. Ja, tudi ta časovnica življenjskih dogodkov ti je lahko mogoče v pomoč, ne. Dostikrat se vrnemo nazaj, ne, vrtimo se v krogih, ne, se pravi, nič ne naredimo za svojo penzijo, se nam bo država pomagala, pa nam pogosto ne, oziroma nam ne, oziroma nam omejeno nudi pomoč, ne. Na koga se boš naslonil? Ja. Na svojega otroka. Tvoj otrok pa takrat je v fazi ustvarjanja družine, kupovanja stanovanja, ne vem kaj. No, po drugi strani pa potem tudi ti otroci se dostikrat želijo nasloniti na svoje starše, kupujejo recimo stanovanje. A ti veš, da cela familija kupuje stanovanje danes, eno stanovanje. Se pravi, partnerja, pa še starši od obeh partnerjev. Angažma cele družine za nakup enega stanovanja. Ja, zakaj misliš, da je tako? Je zaradi tega, ker so take nore cene in vsi hočejo biti lastniki stanovanj. A veš, ampak veš, kaj je največja cena? Da ti kupaš stanovanje, ti moraš imeti 20% lastnih sredstev. Ja. Veš, koliko je to velik denarja? Kdo ima prišparan 50 jurjev, gladko, 50 jurjev keša, zato da bo plačal za lastno udeležbo. No, potem pa pridejo starši v to zgodbo. Ko ti dajo ti znara, pa se še zapufajo, pa gre starši v penzijo. A veš, mislim, težko življenje pa v penziji, če nimaš lepe pokojnine. Zakaj pa misliš, so cene stanovanj tako skočile? Zaradi tega, ker ni ponudbe na trgu. Ker gradijo sam draga. Ma ne draga, ni, enostavno požre. Povpraševanje je toliko, da vse, kar na trg pride, pač dejansko se požre takoj. Sama je Slovenija, zanimiva tudi investitorjem iz tujine? Ali... Slovenija je zdaj trenutno predraga ratala za investicijo. Tudi nimaš, pič nepremičninskih posrednikov je, kupaš ful drago stanovanje, zato da ohranjaš vrednost. Tako zdaj pičajo. Jaz mislim, če si investitor, boš tukaj premalo boš zaslužil s to investicijo. Par procentov mogoče, se pravi, mogoče še inflacija naš pokril. Pogosto se pozablja, da so povezani stroški za to investicijo. Pa ne samo stroški, človeški faktor je tukaj. Mogoče ti pa najemnik ne bo plačeval, mogoče bo najemnik se izselil, pa ne boš mogel drugega najemnika dobiti za tisto ceno, ki jo ti želiš, Potem je treba vložiti treba v stanovanje in ne malo denarja. Veš, koliko stane prenova stanovanja? A veš, kakšen stres je, ko prenavljaš stanovanje? Kje dobiti delavca? Cene so šle gor. Ful je enih stvari povezanih s tem, ne? Tako da sama investicija v nepremičnino je ljudem najbližja, ker mislijo, da poznajo cego, dotaknejo se investicije. Ampak pod črto, a veš, tudi redko kdo gre pa dejansko zračunati, koliko dejansko je ustvaril iz tega naslova. Je pa res, cene so v zadnjih letih kar precej poletele, tako da se je ustvarjal že na te razliki, če si kupil stanovanje 2014, 2015 si plačal 2000 evrov na kvadrat za rabljeno stanovanje, koliko pa danes plačaš? 4700. Če ne 5 že. Ja, statistika zaenkrat je pod 5, ampak na trgu. Recimo center je zagotovo čez 5. Ja. Kaj pa te družine, recimo, jaz sem članek bral, ali kaj, da za mlade družine praktično ne more
si ne more privoščiti stanovanja lastnega, ne? Da bi tako, a veš, včasih naših staršev je bil to nek tak mejnik, ne? Najprej štalca, pa kravca, ali kaj so rekli, ne? A pa moraš imeti lastno stanovanje? A je to nujno potrebno za to, da živiš? Ja. Recimo, če gledava statistiko, ne. Pri nas 80-90% imamo lastniških stanovanj in to se prenaša iz roda v rod, pa ja boš imel svoje stanovanje, ne? Medtem ko, če pogledava čez mejo Nemčija, Avstrija, je pa ta procent bistveno nižji, ne? Samo oni pa pol kupijo one avtodome, da jih imajo dol prek. Dobro, to so neki ekstremi, ne? Pa tiny houses, pa ne vem, kva se si kupuje. Ja. Zdaj, enkrat mi je razlagal en zelo znan psiholog, ki je rekel, da je kupil stanovanje, mislim, da je bil star okrog 45, takrat, ko si je že v bistvu, je že imel pač ne odrasle, pač otroke, najstnike, imel je službo, žena je imela dobro službo in takrat si šele lahko privoščila stanovanje. A je treba zdaj takoj? Ne vem, to so samo stvari, o katerih lahko malo razmišljamo. Ja. Lahko pa greš na kup stanovanja, ne? A ga je treba kupiti v Ljubljani? A boš mogoče šel izven Ljubljane? Koliko časa so še vozil pol v Ljubljano v službo? Slišam, da se nekateri mladi selijo v Maribor, ker je cenovno bolj ugodno. Kako boš delal, kje boš delal? Dela se vse več od doma. Tudi ti si rekel, da lahko content creataš kjerkoli, ne? Kjerkoli, ja. Tako da, a ne? Lahko smo digitalni nomadi, ne? Ja, ampak pol vsakič, ko pogledaš, ko zdaj nekdo to ima, ne, ali jaz, ali ti, kakorkoli, pač to v eni točki si je bilo treba zaslužiti, a ne, prigarati, biti v strahu, da nimaš redne plače, se mogoče, kako že pravijo, da je to druga najbolj zasvojljiva droga na svetu, redna plača, prva je pa heroin, ne, to pravijo. Da že ta proces iz tega v neko samostojnost, finančno neodvisnost je velik. In pol, kad ti gledaš nekoga, ki je to že ustvaril, si tako, daj mi povej, kva si naredil, da jaz to jutri naredim, ne? Ja, pa nič, ne da se čist prenesti praksa nekoga v tvoj life, ne? Ja. Ker ne veš, kakšna je njegova situacija. Mogoče smo starši dal zemljo, mogoče smo starši dal keša, pa polovico keša. A veš, vse ne veš, ne? Mogoče je podedval, naši otroci bodo ogromno nepremičnin podedvali, ne? A bojo kupovali nepremičnine, mogoče določen odstot, mislim, ja, nekateri bojo kupovali, ne, ampak številni bojo pa podedvali ogromno premoženja. In če ne bojo znali z denarjem delati, ne, torej, če sva spet nazaj pri izobrazbi pa finančni pismenosti, slejka prej bo šlo, ne. Mislim, ja, easy come, easy go, pravijo, ne. Easy come, easy go, ja, točno to. Tudi recimo neke statistike so teh loto milijonarjev oziroma teh milijonarjev, ne. Večina jih gre v bankrot. Tudi v NBA-ju, to sem se pogovarjala z Goranom Dragićem pred ful nazaj, 10 leti. On mi je rekel, mislim, vem, da v NBA-ju imajo finančno opismenjevanje, preden izročijo milijonski ček igralcu. In sem ga o tem sprašvala. Tako da oni morajo skozi to šolo. Večina teh NBA igralcev ima tudi neke finančne svetovalce, ki so popolnoma drugačni kot pri nas, ne. Tako da so izobraženi, se izobražujejo na tem področju, ne. Predtem, zakaj so to uvedli? Zaradi tega, ker je veliko NBA igralcev končali v bankrotu. Dobili so, to so ljudje, ki prihajajo iz geta, iz revščine, in kar naenkrat dobijo milijonski ček, se jim zmeša, a ne. Ja. Tako da velike teh statistik pač. Kaj pa ti je kaj Goran povedal glede tega? Kako je pa on mogoče shendlil to situacijo? Da je kar naenkrat bil v situaciji? To je bilo ful nazaj. On je rekel, da je takrat šel na pač to neko finančno opismenjevanje, ki so pač mogli, zaradi tega, ker je pač to v sklopu tega rekrutinga, a ne. In je rekel, da ima pač finančnega svetovalca, ki mu svetuje, kako z denarjem. Tudi recimo, pogovarjala sem se recimo tudi z Markom Miličem, ne. On je recimo res ogromno izkušenj ne samo v košarki, tudi kar se tiče samega investiranja. Tudi tukaj je bilo zelo veliko napak storjenih, on tudi zelo veliko investira v nepremičnine oziroma je investiral, zdaj ne vem, kaj počne. Dejan Zavc, isti primer, ne, tudi on je. A veš, kot je enkrat si uspešen športnik, pridejo te ljudje, ki ti prodajajo bučke, pride do njih, so prepričljivi in hitro potem lahko tudi kakšen tak uspešen človek je žrtev prevare. Jure Košir, recimo, tudi en tak primer, ne, Luxuris je propagiral, naprimer, ne. Kaj pa si zgodil? Zadeva je propadla, to je bil pač nek nateg, to je bila neka zgodba,
ki so poskušali prodati Slovencama. A tebe doskrat v kakšne projekte tako vabijo, da bi jih dobivam ful nekih mailov, sami se tudi dostikrat ne odzovem, če vidim, da pač ni nekaj resnega. Kako pa preveriš? Zelo hitro vidiš. A veš kaj, jaz sem se, ko sem bila še na financah, sem se ful ukvarjala s finančnim prevaram. Tako da sem zelo naštudirala tudi to psihologijo teh ljudi, ki so v bistvu bili promotorji. Ja. Tako da ta prva prevara, ki sem se jo lotila, je bil Finances Forex. Finances Forex je bila huge zgodba leta 2008-2009. Ti se je zelo slabo končala za Slovence. In pa so bili še enkrat nategnjeni. Pa so bile pa še druge zgodbe, kot je bil FX Run. Mislim, že to ti pove ime, ti pove vse. Ko je bila neka zgodba v Nike, Luxuris, zlati procent, teh zgodb je ogromno. Zdaj si mi dala iztočenco za eno tematiko, ki je po moje dosti dobra, da vsi pošljajo to svojim staršem pa babicam, kako se zaščititi pred temi prevarami, ki se zdaj dogajajo. Ne? Ja, to pa... A misliš, ko hodijo po domovih, pa naše stare starše prepričajo v nakupe raznih zadev? Ja, pa prek SMS-ov, pa prek mailov, pa prek tega. Ne? To moraš pa zelo paziti. Vse, kar je čudno, vse, kar dobiš prek SMS-a od banke, ne klikaj, ne kliči, ne piši, nič ne delaj. Deliti. Ne, če nekaj nujenega bo bankir oziroma osebni bančnik te bo poklical. Ali pa bo slal mail. Tudi tle treba paziti pri mailih, ne. Tega je ogromno. Ja, zato pa tudi po moje se drži samega finančnega opismenjevanja, investiranja, ta v bistvu je na slabem glasu. A veš, zaradi tega, ker vsi izkoriščajo ta pohlep ljudi. Ja. A veš, ljudje so pohlepni, hočejo hitro zaslužiti, hočejo, ne vem, z danes na jutr, ne, obogateti. In to seveda prevaranti vejo, ne. Zato pa pač se dogajajo vse te prevare. Ja, se pravi, nič klikati, nič klicati, nič. Tudi kdo te bo poklical, bo rekel, ja, zablokirali vam je račun, a mi date prosim vaše vstopne podatke, a ne, drugač boste ob vse, a ne? Ne. Bog pomagi, nič osebnih podatkov, Bog ne da, da bi kreditno kartico pošiljal ali pa številke dajal, karkoli, ne. Drugač, teh prevar je zdaj ogromno, zelo veliko kličajo. Ja. In ATVP, Agencija za trg vrednostnih papirjev, zadnje čase kar precej pogosto opozarja. Jaz sem tudi na podcastu imela enega kriminalista, ki je govoril o vseh teh prevarah. Lej, prevaranti so postali zelo, zelo prefrigani. In oni točno vejo in zelo predrzni so. Ti boš videl neko prevaro na kakšnem jumbo plakatu. Prevaro bo propagiral nek znan človek. Imeli smo recimo FTX, kdo ga je propagiral. A veš, Tom Brady, pa Giselle Bunchana, ko se izgovori, ne. To so bili taki liki, ne, pa je bila prevara, ne. Ne, tako da tle treba tudi malo paziti, ne, kot rečeno, ko smo se pogovarjali na začetku, ne, komu verjeti. Mislim, če nekdo nekaj propagira, kljub temu se je treba malo ustaviti pa vprašati, a je to mogoče too good to be true. Ja. Prelepo, da bi bilo res. Kaj sva lih pri tem, kako Bitcoin vidiš? Ja, zdaj sme pa dobo. Jaz Bitcoin spremljam že mislim, da od 2013. Ja. Takrat sem v bistvu, tako sem tudi prišla v stik z Dajmenom Merlakom pa Nejcem Kodričem zaradi Bitstampa. Spomnim se, kako se je Nejc matral, da mi razloži vse okrog Bitcoina. Jaz, ko sem gledala ta Bitcoin, jaz sem to videla kot neko noro valuto, jaz sem rekla, mislim, da so napisali članek valuta, kot bi bila na kokainu. To so bili nori vzponi, padci. Zdaj, ta nihanja so vse manjša, ni več teh norih vzponov in pacov po več 1000%, tako da se je mal, recimo, temu stabiliziral. Mainstream v bistvu postaja del nekega mainstream finančnega svetovanja, a ne preko teh ETF-ov, tako da se vključuje tudi v neke te pokojninska varčevanja z določenim manjšim procentom, 1-2%. Tako da nadzor se v bistvu tudi z Majko, to je ta regulativa, ki prihaja v Evropo oziroma je že prišla, se povečuje tudi regulacije vseh ponudnikov, ker tukaj pa res ogromno prevarantov in ne veš komu verjetne. Tudi recimo Bitcoin se že ponuja v sklopu nekih brokerjev, neobrokerjev, kot je recimo Revolut, Trade Republic, tudi preko Interactive Brokers lahko kupiš Bitcoin. Tako da je postal del našega življenja, no, tudi jaz imam Bitcoin.
Pa misliš, da je to neka valuta prihodnosti? Ker zdaj, če se pogovarjam, da po digitalizaciji, a ne tudi evra in vseh teh valut, torej da gotovina, mogoče je to pod vprašanje, a misliš, da gotovina bo šla iz obtoka, ali ne? Jaz živim brezgotovinsko že, 15 let. Ja. Se pravi, nimam denarnice, nimam keša, nimam denarja, včasih sem malo v zadregi, ker včasih rabiš kakšen kovanc, ne? Ja. Tako da imam en tak majhen tošelc, ki imam noter par kovancev. Ampak ja, jaz mislim, da gotovina, vem, da je tudi pobuda nekih Slovencev, da se vpiše v ustavo gotovina, vem, da z gotovino pridobimo tudi anonimnost, in da se tudi dogajajo lahko kakšne anonimne transakcije, ilegalne in legalne. Ja. Ampak recimo, če gledamo, v katero smer gre svet, bi jaz rekla, da se odmikamo stran od tega, ne? Ker vse se dogaja dobesedno preko našega telefona. Tako da bolj bi rekla, da se dajmo spraševati, kako zaščititi naš telefon, če se bomo, če bomo investirali pa upravljali celotno naše premoženje, mora biti to zelo dobro zaščitene. Ja. Tako da, ja, mislim, da gremo v to smer, da bo vse manj gotovine v obtoku. Je pa res, da Slovenija je še zmeraj zelo precej gotovinska država. Zdaj ne vem točno koliko procentov, ampak zelo visok procent imamo tega. No. Ja. Recimo, če greva po Skandinavijo, Kitajska, je pa tega zelo malo. Tako da po mojem bomo šli v to smer. No. Tudi zaradi lažje sledljivosti verjetno, pa utaje davkov in podobno. Kaj pa, ki si omenila za zaščito, a ne tega na telefonih, ki zdaj imamo vse? A že uporabljaš ti karkoli? Mislim, ja, to mora biti vse zaščiteno, zaklenjeno, z dvojno autentikacijo, face recognition, s prstom, z gesli, z vsem živim. Ja. Jaz sem vse zaščiten. Ne vem, mogoče bi kakšen uspešen hacker lahko zhekal, ampak verjetno bi, no. Ampak imam zaščiteno, no, to se mi zdi, da pa je zelo pomembno. Ja, sigurno. Pa misliš, da bi neka nova valuta nastala, ki bi bila globalna, ne? O tem se je tudi že nekaj govorilo, pa da se s Kitajci, pa ne vem, kdo še vse, da se bojo združili neko novo valuto ustvarjali. Rusija, Kitajska. Ja, to je zdaj ena taka zelo zanimiva zgodba. Gre za dedolarizacijo, se pravi, dolar pač naj ne bi bila več tista najbolj pomembna valuta, globalno gledano. Ja. In zato v bistvu BRIC, to so države BRIC, Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska. Ja. In zdaj se tudi druge države želijo nekako priključiti. Tudi Turčija je pred kratkim dala pobudo, da bi se pridružila temu BRIC-u in da bi imeli neko svojo valuto. A ne? Ja. Kitajci si zelo želijo imeti močno valuto, tako da kdo bo v tej bitki zmagal. Profesor Mojmir Mrak pravi, da se bosta formirala dva pola in zelo pomembno bo, za kater pol se bomo odločili, da bo to zelo vplivalo na našo prihodnost. Zdaj pa globalna valuta, pa Bitcoin, ne vem. Ja. Ne vem, mogoče še malo prehiter, da bi govorili o tem, ker tudi Kitajci ne vem, kako bi spustili Bitcoin. A veš, tam je prepovedano, kriptovalute so prepovedane, ne? Tako da. Ja, pa ko si rekla, da se bomo mogli odločiti, na katero stran bomo stopili, ne? To govoriva iz vidika Slovenije kot... Mislim pa moje bolj Evropa. Slovenija je nepomemben igralec. Mi smo... Tako kot bo pač šla Evropa, tako bomo šli tudi mi, ne. Ja. Mi smo majhen igralec, ne, na trgu. Slovenija ima 2 milijona ljudi, no. To je zelo malo, ne. Ja, sam bo pa veliko vplivali, v kakšnem sistemu bomo živela, ne. Bo. A to si kaj videla na Kitajskem zdaj, ko imajo te credit score pa to? To ni od zdaj, to je že od nekdaj, ocenjujejo svoje prebivalstvo na Credit score, v bistvu niso credit score, tudi credit score imaš v Ameriki. Ja. A ne, se tudi pri nas imamo credit score, ko greš ti na banko, a misliš, da te ne prečekirajo. Ja, sem videl zvezdice. Imaš oceno, imajo nek credit score, ker ocenjujejo, koliko tvegana stranka. Oni morajo vedno ocenjevati tveganost, a ne. Ja. In zdaj, če si ti brezposeln, brez dohodkov, mislim, normalno, da imaš dobo kredita. Če si samozaposlen, imaš SP, nimaš redne dohodke, je že malo bolj tvegana. Javni uslužbenci to po moje ne bojo imeli problem dobiti, recimo kakšni zdravniki, no, ali pa odvetniki, tudi recimo, a ne, taki poklici se mi zdi. Zdaj spet odvisen, koliko uspešen si, ne moramo posploševati, no. Ampak recimo kakšen zdravnik, ne,
sem prepričana, da ne bom imel težav na banki. Zakaj delaš podcast? Zato, ker pač, kot sem že rekla, malo se sproščam na tak način, izkoristim priložnost, da se pogovarjam z ljudmi, ki jih cenim, spoštujem, se rada z njimi pogovarjam in nekaj dobrega delamo, sicer širimo finančno znanje med ljudi. Za nekatere je mogoče ta podcast advanced, ampak slišala sem in to me je zelo spodbudno, da si kakšno stvar napišejo in potem tudi malo pogooglajo. A ne? Lepo, ja. Tako da to je moj glavni motiv. Rada pač počnem to, všeč mi je. Rada govorim o denarju in investiranju. A te folk tako prepozna že? Imela sem situacije, recimo, to je bila ena taka smešna zgodba. V trgovini, ne vem, te vstal pa reče, jaz sem pa zainvestiral v IT sektor, kaj si misliš, zdaj glih padel za ne vem koliko procentov, kaj ne naredim, ne? Take scene so se mi zgodile, ne. In kako reagiraš? Ja, ne vem, malo sem presenečena, zdaj tukaj stojiva, a veš, v sred trgovine, a veš, razpeta med različne te oddelke, sladkarije, bomboni, ne vem, pa vino in midva zdaj debatirava o tvoji investiciji. Ne vem, malo se mi zdi tako nenavadno, ker zelo težko v tistih 5 minutah in on meni celo svojo zgodbo pove in jaz njemu povem nazaj, kaj si mislim, ne. Ja. Ampak če si šel v neko zgodbo, a ne, si šel z nekim razlogom, pa verjetno ne za 1 mesec, 1 let, ampak verjetno ne nek dolgi rok, ne. To je ta srčni utrip, o katerem sva se pogovarjala. To je samo en padec, pa šlo gor, pa bo spet malo utripa. Ampak na dolgi rok je pomembno. A moraš kaj meje postavljati folku, tako, to je malo nespoštljivo, ne, da ti nekdo na ta način uletava? Ma ne, vse so zelo prijazni vsi, ni da bilo potrebno kakršne koli meje. Jaz nisem znana oseben, da ne boš zdaj narobe razumel, tako da nimam jaz nekega navala, pa da mi folk nekaj cuka z rokav, ne. Ja. Mislim, samo v taki situaciji, veš, ne vem, bi rekla, ne, to je pa moja sestra Marija, ste me zamenil, a ne. Jaz sem Tjaša, jaz nič se ne ukvarjam s financem. Lahko bi tudi to rekla, ja. Ne, se hecam. Mislim, sem tako, pač, to se tudi plača v neki fazi nasvete, ne, take in drugačne. Ja. Ne, jaz nimam plačljivih nasvetov, jaz dajem vse, tako kot sem ti povedala, free. Tudi če te nekdo osebno kontaktira? Ne, osebnega svetovanja nimam, ne. Okay. Jaz sem v prvi vrsti novinar, delam za pač Bloomberg Adrio, osebnega finančnega svetovanja nimam. Je pa vse, kar mislim, da je pomembno za nekega začetnika ali pa za nekoga, ki je malo bolj advanced, mislim, vse dobi na podcastu. Zastonj je, poslušaj, pa boš videl, a ne. Se pa dogaja, da mi pošiljajo neka vprašanja. Res je, da se dogaja, da mi pošiljajo eno in isto vprašanja. Zato sem tudi naredila 2 delavnici. Ravno zaradi tega, ker pač enostavno mi je bilo preveč, da bi odgovarjala eno in isto konstantno. Pa sem pa rekla, dajmo narediti investiranje za začetnike, pa ne tam ljudje dobijo vse tisto, kar hočejo. Pač. A imaš kot digitalni produkt? Digitalni produkt. Ja, ga lahko pač kupijo kje, na spletni strani tvoji? Ja. Okay. Ko imaš spletna stran? money-how.si. Money-how.si bomo dali tudi v opis od spodaj, če bo koga zanimalo, pojte počekirati. Ja, nič, kako se počutiš zdaj? Jaz se počutim fantastično, mislim, da sem preveč govorila. Ma ne vem, če saj ni bilo toliko krize, no. Po moje, da v tvojem poslu itak rabaš govoriti, če si novinar, ne? Ja. Bolj težko bi dobil nekega novinarja, ki bi bil, neč te bilo treba nekaj vleči iz njega. Pa ja. Fajn se počutim, odličen sogovornik si, tudi hvala tebi, da si me povabil. Pa v bistvu hvala za to sproščeno diskusijo, a ne? Zakaj si pa rekla ja, ko sem te povabil? Zakaj pa ne? Ja, najboljši. Mislim, ne vem, zakaj bi zdaj... Veš kaj, opazila sem, da si relativno hitro prišel med top najbolj poslušanih podcastov. Videla sem tudi nabor tvojih gostov. Najprej sem opazila Saro Isakovič. Sara Isakovič, enkrat sem naredila z njo intervju in me je povedala, in to sem dala tudi v naslov, da potrebuješ 9 tednov, da spremeniš svoje navade. In ko sem objavila ta članek s tem naslovom, to je bilo ful brano. In dejansko, jaz mislim, 9 tednov je neko povprečje, nekateri rabijo malo več, nekateri malo manj, ampak dejansko, ko govoriva že o spreminjanju nekih finančnih navad, 9 tednov, pač sistematično spremljaj svoje stroške, razmišljaj, ko greš v trgovino, napiši si
na ta listek, kaj potrebuješ, česa ne potrebuješ, naj te ne premamijo neke akcije, seveda kupuj v akcijah, a ne, ko so neki izdelki v akciji, ampak ni pa potrebno samo zato, da kupaš, ne. Ozavesti svoje nakupe, začni to prakticirati. To je dosti podobno kot pri nutricionistu, ne vem, če si kdaj bil. Nutricionist ti reče, naredi dnevnik pač hrane, svojega prehranjevanja. Kaj si pojedel za kosilo, za zajtrk, kosilo, večerjo, pa vmesni sneki. In potem s tem listkom, spremlja en teden, in potem s tem listkom pridi do mene, pa bova skupaj naredila analizo. Podobna zadeva. Spremljaj svoje finance, po določenem obdobju se used, pa naredi analizo. To je to. In pa boš videl, kam ti denar odteka, in tisto zmanjšaj in pač razliko nameni investiranju. Oziroma, jaz spodbujam vsem ljudi, vsaj 10% nameni za neke dolgoročne cilje. 10% tega, kar ostane? Vsega, kar imaš, zaslužka. Vse, kar dobiš, 10%. Zdaj, dotkrat slišim, to je ful velik, ne. Lahko daš od 50 evrov, 20 evrov, nekaj da je od sebe. Če ne boš dal kaj, boš dal drugam. Boš dal drugam. V nekaj, kar mogoče se ti bo sam prah nabiral gor. Ja. Pa mentaliteta tega, da se začneš mogoče ukvarjati z vprašanjem, katera stvar, ki jo delam, bi me za to stvar ljudje bili pripravljeni plačati. Torej, kako lahko zaslužim več, Lahko se vedno sprašuješ o dodatnih zaslužkih ali pa o tem, kako zaslužiti več, vedno imaš možnost. Trenutno, kakšna je situacija na trgu dela? Na trgu dela primanjkuje ljudi. In položaj delavcev je danes v bistvu zelo dober. Nisi zadovoljen s svojo plačo, dobro se priprav na pogovor s svojim šefom. Ti moraš priti z argumenti, zakaj si ti zaslužiš višjo plačo. Tako. In predstaviti argumente, bo samozavesten in mogoče ti bo dal višjo plačo. Mislim, honestly, prav velike izbire nima danes, ne. Lahko pa ti reče, hvala lepa, pojdi nekam drugam. Danes res ljudje, podjetja res krvavo potrebujejo zaposlene in zaposlujejo in tudi dajo kakšno povišico. Tako da lahko si izboriš višjo plačo, lahko pa tudi nekaj narediš za dodatni zaslužek. Zakaj pa ne? Izven svoje službe, če te karkoli veseli, ne vem, si ljubitelj tenisa, se imaš lahko inštrukcije tenisa v popoldanskem času ali pa med vikendom. Zakaj pa ne? Ne vem, zakaj sem zdaj rekla tenis, lahko tudi drugega. Lahko tudi, Upwork imaš, Fiverr, ne vem, če to kaj poznaš. Poznam, sem naročevala že neke storitve prek Fiverrja. Tam gor praktično lahko vsak. Mislim, porabiš nekaj časa, da si zbildaš portfolio, dobiš prve stranke, ampak enkrat zalaufa. Jaz poznam ljudi, ki so puštali službo, ker jim je ta Fiverr tok zalaufa. Pač treba je nekaj narediti. Proaktivnost je tista, ki po moje je danes manjka. Pa to, da se zavedamo, da pač dejansko lahko nekaj spremeniš, pa je za to potreben čas. Ali tako, kot je Sara rekla, 9 tednov ali 7. 9. No, 9 lahko tednov. 7. Od 7 do 9, rečemo. Jaz bi rekel, da je več, mislim. Veš, 3 mesece bi jaz rekel, tako bod konsistenčen, v neki novi disciplini in boš videl, kaj ti bo to prinesel. Presenečen boš, kako boš drugače gledal na se. Če boš lahko to držal, pa ne pustil sem tem distraktorjem, da te potegnejo nazaj. 3 mesece je zelo dolga doba. Zelo dolga doba. Ja, zdaj pa tako, rekel si zelo pomembno stvar, biti proaktiven. Točno to. Nihče ne bo mogel spremeniti tvojega življenja. Ti si ga moraš sam spremeniti in moraš biti proaktiven pri tem. Nič, Marja Milič, hvala, da si prišla. Mislim, jaz sem zelo tak, da bi zdaj to furo lahko 5 ur, ampak bom tukaj spoštoval tudi tvoj čas. So neke časovne omejitve. Mislim, da smo v piko zadela. Sva v piko, po moje, mogoče, da bom še enkrat povabil z bolj specifičnimi vprašanji, to je bilo v bistvu zato, da sem te spoznal. In mislim, da ko mi bo zacinglal nekaj finančnega, da bi rad predebatiral z nekim strokovnjakom, ki ima pač informacije z večjih aspektov, te bom spet povabil. Tudi, če boste imeli kakšno vprašanje, dajte ga napisati v komentar, pa mi ga pošljite, pa bom videl, če bo že zdaj kaj tazga, da mogoče se že čez kakšne 2-3 mesece spet vidva. Super, najlepša hvala. No, lepo. Imam pa eno vprašanje, ki ga postavim vsem gostom. Malo je tako metafizično, ampak če bi jutro umrla, kaj bi danes sporočila svetu? Če bi jutro umrla.
To je pa full emotional. Ja, imajte se radi. Mislim, da se ful zlorabljamo. Osebno. A ne samo štirati svoje otroke, ampak moraš se pa imeti sebe rad. Lepo. Malo sem presenečena, vprašanje je iskreno, malo sem je zadevno. Trenutno sem v neki taki, mogoče v nekem čudnem obdobju, a ne. Stara sem 45 let, veliko razmišljam o svojem življenju, veliko razmišljam o tem, kje sem bila, pa kaj vse se mi je zgodilo v lifeu, pa se mi zdi, da sem se premalkrat smela, v bistvu rada. Zelo sem, v bistvu, tudi ta deloholizem, to, da si konstantno noter, ne, to ti jemlje življenjsko energijo, malo se utrudiš, ljudje ne spoštujejo, blatijo te, teptajo te, in to mogoče, ja, imaj se rad. Je pa tudi, zdaj bom samo še eno zgodbo povedala, če lahko. Prosim. Ena medicinska sestra, oziroma ona je delala na paleontologiji, za te umrle, no, delajo v nekem domu, kjer so bili v bistvu starostniki na smrtni postelji. In je naredila anketo med njimi. Podobno vprašanje, kot si ga ti meni postavil. In so odgovarjali ljudje, da žal jim je, da se niso dovolili biti srečni. To je bilo eno najbolj pogostih odgovorov. Po eni strani, po drugi strani, nihče ni omenil denarja. A veš, saj denar je pomemben, da nam zagotovi lepo življenje, ampak ne bo nam pa prinesel sreče, ne bo nam prinesel zdravja, to moramo vse poskrbeti mi sami, a ne. In tudi te ljubezni nam ne bo prinesel, ljubezni do sebe ali pa neke ljubezni na splošno, ne. Tako da to je nekaj, kar z denarjem pač po moje ne moreš kupiti, no, tudi čas ne moreš kupiti. Tako da ja, v bistvu imej se rad, razmišljaj tudi o tem, kako biti srečen, ne se preveč sekirati, življenje je prelepo, da bi bil zafrustriran in ne živel. Ja, tukaj mogoče past, ne, da si preveč uspešen, če je karkoli to pomeni, da malo pozabiš nase, pa bolj, ka ne deluješ iz nekega stanja doseganja ciljev, doseganja več. Več. Ja. Pa drugi zahtevajo to nekako pričakujejo z tebe in ti si tak človek in se raztrgaš na vse možne strani, a ne, zato da v bistvu dostaviš in pozabiš na sebe. A ne. Ja, pa to, da imaš okrog sebe najbližje, ki ti bojo stali vedno ob strani, takrat, ko je hudo in takrat, ko je dober. A ne, to je treba tudi zelo ceniti. Ni finančno, se vem, ampak lej. Ne vem, denarja ne bomo nesli v grob, no. Honestly, tudi avto ne boš nesel v grob. A ne. Lahko pa nekaj narediš s tem. Tudi recimo zelo podpiram dobrodelnost. Zdi se mi pomembno, da podpiramo ljudi v stiski, da jim damo možnost, da se nekako zvlečejo iz te stiske. Tako da tudi to mi je pomembno. Veš, če bi ti na začetku to vprašanje postavil, ne vem, če bi zvozila do konca, ne vem. Po moje bi šel podcast čisto drugo smer. Ja, mogoče, ja. In sem tukaj tudi jaz mogoče mal, a ne, tebe postavil zdaj v neko pozicijo, zdaj mi pa ti govori o denarju, a ne. Ne, vse zelo rada govorim o denarju, da ne pomote. Res, mi je feeling. Ne govorim pa velikokrat recimo o teh drugih stvareh, ne vem, o tem, kdo sem dejansko, a ne. To pa mislim, da me ljudje bolj gledajo kot nekega poznavalca, nekih financ ali pa nekega strastnega zagovornika finančnega opismenjevanja, novinar, a veš, tako bolj gledajo, a veš, ne razmišljajo o tebi kot o človeku, ki ima tudi lahko cel kup nekih izzivov, a ne, s katerimi se v bistvu more fajtati, ne, na dnevni bazi, a ne. Tako da lej, ful hvala za vprašanje, no. Ja, mislim, da bi lahko šla kle zelo globoko zdaj, ali se ti pravim. Ne bi šla preveč globoko. Na začetku bi šla čist drugam. Ja. Ampak hvala ti, no, še enkrat, da si vzela cajt. Hvala tebi. Ja. Cut.